Petra Ceglar, zdravo. Živjo. Kar nekaj uspešnih skladb pa imaš za sabo. Ja, kar nekaj že, ja. Sedaj pa je bil čas, da se podajaš še v tujino. Odšla si v Pariz. Ja, tako je, ja. Kot vedno sem nekam odpekazala in trenutno je bil Pariz na listi. In kaj te je tako pritegnilo v tem francoskem mestu oziroma francoski prestolnici? Pa v resnici, tam smo posneli videospota, ne? Ampak tale komad, o katerem bova govorila, je ideja v bistvu glede tega komada je prišla veliko prej, kakor sem pa jaz sploh v Parizu zares. In potem sem šla za namen videospota posneti v Pariz in sem se čisto zaljubila v mesto, tako da je bilo res ful lepo. Po mojem je drugo najljubše mesto, prvo je pa Valencija. Prebral sem, da si video posnela zelo hitro. Ja, v bistvu sem klicala eno prijateljico, ki živi tam, če lahko pridem to posnet, pa je rekla, lahko, ampak jaz sem tukaj samo še en teden prej. In sem v enem tednu spokala, šla tja, za čez vikend, igralca smo pa tudi tako najdeli prek enih vez, čisto en preprost fant, sploh ni vedel, zakaj se gre, ampak smo se imeli ful dober. Si se naučila kaj francosko ali govoriš francosko? Ne, pa tudi nimam namena. Jaz bom ostala pri španščini, ker francoščina zveni res težko, no. In če se ostavijo še pri skladbi, gre za ljubezensko zgodbo na relaciji Ljubljana-Pariz? Ja, tako je, ja, oziroma vsaj tako si jo lahko najlažje predstavljate. Ena razdalja je bila vmes. O ljubezni nadaljavo? Tako. Glavna zgodba v ozadju lahko malo stane skrivnost, drugače pa ja, je bil moj navdih pač to, da tudi jaz sama velikokrat študiram v tujini. Poznam ogromno ljudi, ki imajo, ne vem, zvezo nadaljavo, ki študirajo daleč stran od doma in podobno in je čedalje več teh zgodb. Jaz sama imam najboljše prijatelje v bistvu po celem svetu, kar mi ni najlažje, ker nismo velikokrat skupaj in mene se v tem primeru tukaj to najbolj dotakne, da jih pogrešam. Je potem tudi kaj domotožja? Pa mislim, jaz osebno sem velikokrat živela v Španiji, pa moram reči, da nikoli nisem šla za toliko dolg časa, da bi zdaj res to čutila, da bi hotela iti tako nazaj. Konec koncev imam pa vedno tisti en let stran, pa pridem nazaj, pa je. Kar nekaj skladb imaš že posneti, kako razmišljaš naprej? Zdaj razmišljam že v albumu oziroma EP-ju, bom videla, v katero smer me bo zanesel, ampak zdaj, ko končujem faks, bom definitivno imela malo več časa, da kak komad več na leto izdam, ne samo enega. Bova pa ta novo sedaj poslala tudi našim poslušalcem, zato Petra, Ljubljana ali Pariz? Je tako bom rekla, zdaj, ko smo mladi, je fajn iti malo okol, pa bomo pa prišli nazaj. Veš, sama sem sama, to me boli, solze, dotiki, najlepše stvari, s kom naj jih delim. Mogoče razumeš, mogoče me ne, že večkrat si ljubil in lažje ti je, jo vse to lažje ti je. Ljubljana, Pariz, Pariza nazaj, našla bi pot, že našla bi kraj. Ljubljana, Pariz, Pariza nazaj, veš, našla bi pot, že našla svoj raj. A bi premislil vsaj, komaj sva našla se, res želiš, da konec je. Kaj te ustavlja, poglej me v oči, je kriva razdalja, da pred nama bežiš. Si me sploh želiš? Ljubljana, Pariz, Pariza nazaj, veš, našla bi pot, že našla svoj raj. A bi premislil vsaj, komaj sva našla se, res želiš, da konec je. Mon chéri, pravim ti, mon chéri, kam se ti mudi, komaj sva našla se, res želiš, da konec je. Mon chéri, se ti ne zdi, da med nama tisto nekaj več gori. Mon chéri, stisni me močno, vsaj poljubi me v slovo.
bi premislil vsaj, a bi premislil vsaj. Mon chéri, pravim ti, mon chéri, kam se ti mudi, komaj sva našla se, res želiš, da konec je. Mon chéri, se ti ne zdi, da med nama tisto nekaj več gori? Mon chéri, stisni me močno, saj poljubi me v slovo. Ta-ta-la-la-li, mon chéri, ta-ta-la-la-li, mon chéri, ta-ta-la-la-li.